17. festivala slovenskega filma. Tokrat smo tudi na zadnjih letošnjih zajtrkih z avtorji. Z mano pa so tukaj v studiu že 4 avtorji kratkih filmov, in sicer Miha Možina, avtor filma Slastni gnus, Ana Trepše, avtorica filma Dolce Vita, Miha Likar, avtor filma Vis-a-vis, in pa Ester Ivakič, avtorica filma Srdohrt. Vsi lepo pozdravljeni. Super ste usklajeni. Tako da v bistvu bi najprej mogoče kar začeli s filmom, ki se je včeraj prikazal prvi, to je Slastni gnus. Že včeraj so se tudi nekaj pogovarjala na odru, da v bistvu za tem filmom, za to dosti originalno idejo stoji kar ena taka zanimiva zgodba. Tako da bi mogoče danes povedal tisto, kar včeraj nisi. Ok. Govorimo o mikrofonu, ne? Ja. Ok. Ja, ne, pač kad sem omenjam to lizanje riti, ne, ampak dejstvo je, da je pač to res, ne. Pač v bistvu je tako, bom pač povedal. Pač razmišljal sem enkrat o tem, ne, da pač lizanje ritine v nekem seksualnem kontekstu, ne, je pač tako res en tak, mogoče ultimativen tak nek banalen fizični gnus, ne, v resnici. Lizanje neke odprtine, ne, iz katere prihaja dreka, ne. Ampak hkrati, ne, pa je to, na primer, lahko tudi nekaj čist lepega, ne, za nekom, ki ga imaš rad, ne. In mislim, da ga tudi nimaš rad, ne. Ampak, in pa sem pač začel razmišljati čisto tako, no, kakšne gnuse vse čez življenje prenašamo, ne. In pač se mi zdi, da tako veliko enih bolj takih etičnih, moralnih gnusov, ne, skozi moramo v vsakdanjem življenju prenašati tako v povezavi pač z svetom, z nekim gospodarsko-političnim prostorom ali pa pač nasplošno v nekem poslovnem svetu, ne. Roke se mi tresajo, večeri. Ampak ja, v glavnem, in pač pa sem tako začel razmišljati, ok, ja, lahko bi naredil nek tak film, ne, ki se ukvarja z nekimi temi različnimi oblikami gnusa, ne, in kaj prenašaš v nekem poslovnem svetu, kaj prenašaš doma v nekem intimnem odnosu, ne. Potem pa pač sem v bistvu, je to nekako prešlo, ne, ta scenarij se je tako dolgo razvil, in je pa to nekako prešlo v neko pač v bistvu iskanje neke legitimnosti skozi delo enega mladega človeka, ne, ki pač to je neka stvar, ne, s katero itak iščeš prostor v svetu, ne, pač in si že tako itak iščeš ta prostor v svetu skozi nek sistem, ne, v katerem moraš pa tudi veliko enega gnusa prenašati, ne. No in pač na koncu je prišlo do tega, ne, da pač ne vem, transfer neke te seksualne, intelektualne energije v nek pač produkt, ne. Tako da to je pač prav neke vrste ta gnus. Pa v bistvu si iz neke čisto banalne situacije prišel na neko skoraj da že tako družben kritičen film vseeno. Ja, ne, tako sem si nekako želel, ne, pa pač odvisno, koliko tega pride skozi, ne. Je pa tvoj film tudi zelo zanimiv čisto iz vizualne plati. Zdi se mi, da pač na akademiji se ne dela zelo veliko takih filmov, kjer je res zelo velik poudarek na sami vizualnosti. V bistvu pač lahko bi rekli, da je neka zelena nit, ne, skozi ta film. Resnica. Ja, pač v bistvu to se mi je zdelo pač tako fajn, da bi bil ta film čim bolj v bistvu tak, ne vem, da ne bi zdaj vse temeljilo na nekem dialogu pa tako, ampak bolj skozi neko doživljanje, ne, pač skozi zvok pa skozi vizualno, ne. Pa ja, pač sploh zato, ker je gnus taka telesna, ne, mislim, ni sam telesna, no, itak, ampak tako sem hotel, da pač je neka taka mrgoleča telesnost prisotna, ne. Pol pa ja, te barve, ne, ki so pa pol nastale, neka zelena, pa v bistvu še oranžna, ne, ki je mogoče manj očitna, ne, je pač prišlo, ne, neka ta dva svetova, ne. Pol v bistvu tudi te seji bakterije, ki ste jih posneli vmes, niso samo v bistvu del zgodbe, ker ona pač išče zdaj to popolno bakterijo, ki bo naredila ta popoln jogurt, ampak na nek način pol tudi reprezentirajo pač ta gnus, mogoče v bistvu glih bakterije so tista stvar tudi, ki nam je mogoče tako na neki tej nezavedni ravni se nam tako na nek način tudi gnusi najbolj od vsega. Ja, pač mislim, zanimivo je, ker so res tako povsod, ne, pa pač
jih itak ližemo, dotikamo se, pač v nas so itak, ampak hkrati pa lahko reče, da so nagnusne ali pa ne, ampak pač definitivno mrgolijo nekje. Ne vem. Ja, kaj me mogoče še zanima, mislim, zakaj se ti zdi, da mogoče na Grafitiju ne delate več takih filmov? V čem je problem? A je to bolj odvisno od poguma posameznih avtorjev ali mogoče tudi ni neke spodbude iz strani same fakultete, da bi ste več delali tudi na tej vizualni plati? Vizualni plati, ne. Ja, rečemo, vse Miha je naredil dosti vizualnih filmov, dokumentarc, ne. Tako da ne. Se mi zdi, da se najdejo tudi kakšni na vizualni plati, ampak ne vem, najbrž je pač nasplošno neka tendenca, da pač se hitro zapleteš v neke like z nekimi dialogi in tako naprej. In pol pa pač, koliko imaš tudi časa, da prideš do tega, da pač dosežeš neko vizualno podobo, ki si jo sploh želel, ne. Tudi ni toliko lahko v teh produkcijskimi sredstvi to doseči, ne. Tako da pač tudi mi smo zelo veliko hoteli, pa pač do neke točke smo lahko prišli, ne. Ampak definitivno je da zajebancija, ne. Zajebancija. Ok, hvala. Mogoče še kakšno vprašanje iz publike? Ne? Ok, potem bi pa mikrofon predali Ani. Zdaj, ti si tukaj na festivalu, se v resnici predstavljaš z dvema filmoma. Eden je ta, ki smo si ga včeraj ogledali, Dolce Vita, potem pa si imela še film Rewind. Gre za dva zelo različna filma, pa bi mogoče rada, če mi malo poveš o tem, kako je vsak nastal. Pač Dolce Vita je moj film, moja ideja, vse je neki zelo, jaz sem to inicirala in to je nekaj, kar mi je bilo zelo blizu in mislim, da sem pač morala narediti ta film v enem trenutku. Rewind je pa v bistvu ni moj scenarij. Scenarij od kolega iz dramaturgije, iz faksa, tako da sem v bistvu, ko sem šla delati Rewind, je zaradi tega, ker se dogaja v majhnem mestu in se v bistvu gre o tem, o ugledu, reputaciji, pač v neki mali sredini, v malem okolju, to mi je bilo pač v bistvu najbolj carsko, no, ampak to ni zares en svet, ki ga jaz poznam ali pa kakršne filme bi si želela delati, no. Ampak je bilo tudi to ful zabavno se pač poizkusiti v tem, no. Vse v bistvu ne vem, kakšne filme bi rada delala, bomo videla. Mogoče pa bi pol več povedala, ker si zdaj govorila, da ti je pa Dolce Vita, da je res tvoj film, da je prišel iz tebe. Kako je? Ja, jaz imam zadnje čase neko fascinacijo z življenjem v naravi. Ne vem zakaj, mislim tako, zaradi tega, ker se mi zdi, zmeraj, ko sem šla na ta otok obiskat svoje prijatelje, so se mi zdeli toliko zelo mislim, oni so tam in so v naravi in ne vidijo billboardov in panojev in zaslonov na vsakem koraku in ogledal in pač, ne vem, to mi je bilo ful carsko, ker se mi zdijo manj obremenjeni z recimo temi celimi mediji, da tako rečem. Plus to, da pač dejansko pač delajo druge stvari, pa pač se ne pogovarjajo o kešu in o tem, pač nimajo, mislim, seveda se opravlja, ampak pač ni tako, da, ne vem, zdelo se mi, kakor da sam hudo živijo, da je pač to en tak lep način lifea, pač zato Dolce Vita. Zdaj, kapiram, da sem pač naredila ta film, ker jaz hočem v enem trenutku tako živeti. Mislim, se zdaj, ko gre film po festivalih, pa ko ga gledam večkrat, pa ko slišim odzive, pač itak se tudi jaz od tega ful učim, no. A je to res, kar jaz hočem, ali nekaj drugega. Tako da, v bistvu, to je bil en self-exploration, ja, ta film, no. Ja, meni je bilo recimo pri tem filmu zelo všeč, ker se mi zdi, da si zelo lepo uspela ujeti to teksturo pa ritem tega življenja na teh Caprijah. V resnici že v tem prvem kadru si vsaj mene potegnila že čist noter v to zgodbo. Pa me samo zanima, koliko časa si izbirala ta prvi kader, a si že takoj vedela, kater bo? Nisem vedela. Po mojem, po enem kakšnem mesecu montaže sva se z montažerko odločili, da
Mogoče je pa to. No, res, fulejnih verzij smo zmontirali, verzija za moj izpit je bila dolga 40 minut. Rekli so mi profesori, udavili ste me kle, lepo je to vse, ampak nehite. Tako da v bistvu moja montažerka je ful zaslužna za to, da pač ima film ritem, kakršen ima. Pa pač v bistvu sem se naučila tudi to, da kakorkoli si ti vezan na en material, ne, oziroma pač na to, kar si posnel, moraš biti kritičen do tega, ne smeš se vezati zaradi tega, ker je to lepo, ampak res razmišljati o tem, kaj tvoj film potrebuje in čemu se lahko odpoveš, pač da bo to boljši film. Ne. Tako da, ja, ampak itak, mislim, montaža dokumentarcev ful traja in pač je fino, da si vzameš pač čim več časa za to, da se pač tudi oddališ vsega tega, ker pač lahko narediš cel dokumentarc v montaži, pač milijon različnih filmov. Mogoče kakšno vprašanje iz publike? Mogoče bi te samo vprašala še, ti študiraš na Fakulteti dramskih umetnosti v Beogradu? Ja, zdaj sem zaključila. Si zaključila. Pa mogoče, če bi kaj povedala o tej izkušnji, kako je bil študij? Ja, tako, prvi letnik je bil ful carski, zaradi tega, ker smo se pač učili osnov filmskega jezika in smo posneli pač v bistvu 2 izpitna filma, nema, pač brez zvoka, ne. Tako so nas v bistvu spodbujali v tem, da se res izražamo samo vizualno, če se navežem. In se mi zdi to ful dobro. In pol v drugem letniku smo pol dobili zvok. Drugače pa delamo podobne vaje, tudi pač pregon, pa kadriranje za mizo, pa te neke stvari. Kul je bilo, mislim, fino je bilo. Zadnje 2 letnika sta bila malo tako, nobenemu od profesorjev se nič ni dal, tako da smo bili ful prepuščeni sami sebi, kar mi ni bilo tako zelo dobro, ampak se hkrati iz tega sem se pa pač naučila, da pač tako je v lifeu, da pač te ne bo noben za roko vlekel nikamor, da pač se znajde, ta se pač ne znajde na tebi. Tako da, kul izkušnja, no. Sem pa tudi vesela, da sem nazaj v rodnem mestu. Tako da ja, pač hočem delati slovenske filme, zaradi tega, ker pač tle sem odrasla in mislim, ne morem, mogoče lahko, no, ampak ne želim si delati srbskih filmov, nisem to jaz. Ok, super, hvala ti. Miha, včeraj smo se že nekaj tudi pogovarjali o tem, da si pač šel namenoma snemati galerijo, ko se jo prenavljali, pa me mogoče za začetek zanima, če si imel kakšne probleme z dovoljenji, da si lahko šel tja snemati, si imel kaj težav pri tem, ali so ti pač dovolili dostop do vsega, ali je bilo kakšno področje, kamor nisi smel s kamero? Načeloma je bilo vse odprto, ker deluje dosti heterogeno oziroma homogeno ta galerija. No, ko so se enkrat vrata zaprli, je bilo kao rečeno, spremljaj kogarkoli od nas, pa ti je načeloma dovoljeno to. Jaz sem se izogibal tem prostorom pisarn in teh zadev, čeprav je bilo nekje na začetku, so bila tudi razmišljena, da bi mogoče to bila ena izmed linij v filmu. Kjer se je potem zakompliciralo, so prostori depoja. In se mogoče tudi v filmu vidi, sicer zdaj, ko je res celotna prenova sestavljena v film, se mogoče gledalec ne zaveda, ampak mi smo hteli dobiti še malo več boljšega materiala iz tega depoja, ker smo enkrat leteli dol z ekipo iz RTV-ja, ravno ko se je prenašalo, mislim, da to Kobilco, pa Marijo Terezijo in podobne slike. In potem smo bili zmenjeni, da gremo še enkrat sami v ta depo, posneči en material, ko sem se pač jaz pregledal, kaj smisel, da mi manjka. No, in ko je bilo že vse zmenjeno, ne vem, mislim, da je bil en ponedeljek, ok, ob 9:00 zjutraj se dobimo in smo par ur v tem depoju, da vse skupaj posnamemo, so me pač zjutraj klicali iz Narodne galerije, da je prišla z policijske postaje, posebna, ne prošnja, ampak predlog, da naj varujejo te prostore zaradi takih in onakih protokolarnih smernic in varnostnih sistemov in so potem v tistem trenutku vse tudi ostale filmske ekipe, torej z RTV-ja, Popa in ostalih medijskih hiš, skenslali z teh prostorov, kot je bil ravno depo, ker je bila ena taka občutljiva situacija, ko se je začelo spet umetnine prenašati in je pol mogoče nek organ začutil, da ni najbolj varno, da še hodimo tja dol.
ker je res bilo striktno, predvsem kar se tiče varnostnih mehanizmov. To je bilo potem tudi mogoče druga stvar, ko smo mogli biti pazljivi, ko se je enkrat galerija prenovila in so začeli slike dajati nazaj. So za večino slik namestili spodaj tiste filmske senzorje, ko jih moraš pritisniti z lopatko, da lahko sliko ukradeš pa to. In je bilo res strogo zabičano, da nikakor ne smemo nikjer pokazati nobenega od teh senzorjev. Tako da recimo bolje je bilo to varnostne kamere pa ti mehanizmi. Kar se prostorov tiče pa so bili res zelo odprti in so nas pustili kamorkoli skoraj. A so oni tudi že videli film? Jim je bil všeč? Mogli smo itak imeti avtorizacijski ogled z direktorico Narodne galerije, prišli so pa tudi eni zaposleni, pa so pogledali. Mene je bilo tako strah, zaradi tega, ker eni ti rečejo, wow, ful dobro si udaril po njih, drugi ti rečejo, wow, ful lepo si jih pohvalil in pa si bil ful napet, kako bo zdaj oni vzeli to, ampak mislim, da so razumeli, kot da sem jih pohvalil, tako da jim je bil všeč film. Ja, v resnici je malo bojga o tvojem filmu, pač je v bistvu nek razmislek o sami umetnosti, ki je v tej galeriji, se pa prikradejo noter pol neke te banalne človeške stvari, kar me je, mislim, tudi cel stil filma me je zelo spominjal na Weizmana, sploh pač tudi na njegovo Narodno galerijo. Ti je bil to nek vzor? Gledal sem ga, ker sem se dosti hitro odločil, oziroma bil vržen v to temo, ker sem imel, kot sem včeraj rekel, imel sem planirano jo delati, pa potem ni šlo skozi in pol 2 oziroma malo manj kot 3 tedne do začetka snemanja dokumentarcev na akademiji, sem si pol zbral to temo in res bil tako, wow, pač kaj sploh bomo zdaj. In sem pol videl, da obstaja eni dokumentarci v galerijah, jih šel pogledat, med drugim prišel tudi do Weizmana, ki mi pa ni bil všeč, ker je bil precej dolgo časa, se mi je zdel, no. Mislim, bil mi je zelo dober film, ampak malo pretirano razvlečen, kar mogoče pol tudi komu moj film deluje ful pretirano razvlečen, tako da mogoče podzavestno Weizman je vplival, ampak nikoli si pa nisem mogoče zaradi njega rekel, no, da bi rad delal na tak način. Mislim, če smo že pri tem, kdo je mogoče bil inspiracija ali pa karkoli, tudi nezavestno, ampak dosti so vplivali na mene, mogoče od Kišlovskega, kratki filmi, dokumentarci v tistem obdobju, ker ima tudi dosti podoben pristop, ampak se, po mojem, še več kot Weizman pol v montaži igra itak z posredovanjem nekih mogoče drugih sporočil pa interpretacijanih stvari. Tako da sigurno so od nekih avtorjev mogoče prihajale inspiracije, ampak več ali manj mislim tudi preprosto tako, kar se tiče vizualnosti. Mi smo se v enem trenutku odločili, ne, zdaj sem zgubil rdečo nit, lahko naslednje vprašanje, se opravičujem. Mogoče bi sam tudi, mislim, se navezala, da recimo za razliko od Weizmana se mi zdel tvoj film veliko bolj estetski, da si tudi zelo veliko razmišljal o tem, kakšni bodo te kadri, tako da mogoče bi kaj o sami tej estetiki tudi tega filma. Ok, čeprav sem rekel, da sem zgubil rdečo nit, lahko gremo na to. Ja, ne vem, čist generalno mogoče je bilo ta film meni ful fajn delati ravno zaradi tega, ker nisem imel časa, da bi si ful fiksne ene ideje postavil. In je bilo v vsakem koraku dosti sproščeno dejansko, ker se mi zdi, da ni bilo enega koncepta, na katerem bi lahko samega sebe razočaral potem. In jaz sem tudi hodil v to galerijo in primarno sem se odločil za snemanje tam, ker se mi je zdela dosti fotogenična. In je pol sproti, v bistvu so se zelo preprosto stvari sestavljali, čistko, ne vem, ti široki posnetki prostorov so prišli iz tega, ker mi je bil ful všeč prostor in smo rekli, ok, gremo delati na atmosferi, ker imamo glavni subjekt filma, je pač galerija sama in se je pol tako mešalo in smo si pol tudi rekli, recimo delamo na eni strani mogoče malo bolj estetske posnetke galerije, pa smo to poimenovali mogoče očišče slike ali pa nekaj takega, nek bolj objektivno opazovalec od zunaj. Potem na drugi strani pa na srečo je lepo in estetsko tudi mogoče izpadlo, ampak to snemanje z roke je v bistvu bilo čist dokumentaristično, ker smo res mogli zajeti. Tako da v bistvu bila sreča, da so se stvari tako lepo sestavile skupaj, kar je tudi koristilo, da smo imeli ogromno preveč materijala in se pol dalo v montaži, ne vem, potem res montirati na nek način, da se stvari vizualno lepo preplete, ali kako bi rekel, in je mogoče tudi to, da vizualno stvari dobro izpadejo, res zelo pomembna montaža, ker se, če pogledaš film, vidiš, da je ogromno enih kadrov, ki mogoče zdaj v filmu uporabljajo
traja 3-4 sekunde in je to tudi bilo dejansko vse, kar je bilo od celotnega posnetka uporabno. Tako da je res bilo bolj to izčiščevanje nekih podobnih vizualnih motivov, mogoče, da smo pol sestavili nekaj, kar funkcionira vse skupaj kot neka celota. Drugače pa ja, mogoče, zakaj sem vseeno hotel delati malo bolj poudarek na estetiki pri dokumentarcu, je bilo pač iz te plati, ker delamo v galeriji, ker delamo v sliki, ker imam tudi direktor fotografije, zelo ga zanima arhitekturna fotografija, je tudi delal tisti drug dokumentarec o Plečniku recimo. In je čist naravno prišlo to, da smo si rekli, ok, dovoljuje nam, da poskusimo narediti stvari na tak način, zakaj bi avtomatsko rekli ne bomo, ker je kao dokumentarec in tudi sem zadovoljen, kako so stvari izpadle in mislim, da se je splačalo. No. Absolutno, ja, se strinjam. Hvala ti, mogoče kakšno vprašanje iz publike? Ne? Ok. Potem pa gremo še na zadnji film, ki se je prikazal včeraj v tem programu. In sicer je to Srdohrt, Ester Ivakić. Najprej čestitke za posebno omembo za študijski film, ki si jo prejela včeraj na slavnostni podelitvi. Žirija je v tvojem filmu prepoznala nek samo svoj avtorski izraz, s čimer se mislim, da vsi lahko samo strinjamo. Bi te pa mogoče za začetek vprašala, od kje je prišla ta vizualna podoba Srdohrda. Mene je na koncu mogoče malo spomnil na tiste prikazni iz Miyazakijevega filma Čudežno potovanje. Vizualna podoba Srdohrda. Mi smo več čas nismo sploh vedeli, kako bi ga pa če bo dobili. Vedno je bilo tako, okay, če bo preveč fizičen, se bo mogoče porazgubila neka ta velika ideja, ki jo pač zdaj imamo v njem. In potem smo pač se pogovarjali, bi imeli to masko gor ali ne, pa kako bi to posneli in tako naprej. In je bilo pač veliko različnih nekih idej glede tega. Ja, v bistvu ta Miyazakijeva. Ne vem, ja, meni so ti bledi obrazi pač pa mislim, da tudi marsikomu pa ne vem, neke te črne ogrinjala pa to so kar tako strah zbujajoče, ne vem, takrat nedefinirana, nimajo nobenega izraza na obrazu, sem pač so tam in ja, predstavljajo neki pač tazga neoprijemljivega v naši družbi, ne? Ja, mogoče tudi neka ta, da tudi nima nobene zares neke, kako bi rekla, čisto mislim, ta brezspoln videz pa čisto brez neke karakteristike. No pač ja, to me je pač na neki tej ravni privlačilo. Potem pa, nekaj sem še hotela reči. Ja, mislim, da je to. Ja. V filmu nastopajo pač zelo nenavadni liki, pa me zanima, če si jih bazirala na kakšnih ljudeh, ki jih poznaš, a so čist domišljijski? Ja, mislim, da imajo vsi ti trije liki, so pač verjetno bazirani na enih teh ljudeh, ki jih pač poznaš iz nekih žurk, iz neke družbe, iz srednje šole, ki pač ne vem, so na nek način neke take karikature, po drugi strani pa se pač ne vem, tudi, ja, pač najprej, ko smo jih delali, so bile tako totalno neke karikature, ja, ta pa ful repa, ta je pa, ne vem, ful taka, ne vem, zajebana na nek način. Potem, ko smo pač začeli delati z igralci, smo pa tudi našli še neko drugo dimenzijo, neko drugo globino v njih in v bistvu niso bili več samo neke te, ne vem, pač dali smo v te modelčke še neko drugo stvar in se mi zdi, da, ja, pač tudi oni so dali... So igralci tudi prispevali? Ja, veliko pač, tudi pač na moje dojemanje tega, logično. Jaz, Tok pa Jelena, pač ti dve glavni punci, oni dve sta pa pač ful časa smo, ja, kako bi rekla, ja, no, potem sem pač ugotovila, da sta oni dve neka celota, no, ali kako, če zdaj na hiter povem, ful težko na hiter. V filmu je tudi zelo zanimiva kostumografija, v bistvu kar en tak dress code za konec sveta. Pa me zanima, pač, kako ste oblikovali te kostume, pa mogoče tudi zelo veliko imate nekih teh pripomočkov od te kletke, pa nekih zanimivih sulic, pa tako.
Ja, to je z Ino Ferlan, kostumografko, sva šle v... Pač ja, jaz sem ji rekla, da nimamo pač veliko sredstev na razpolago in da probamo čim več narediti, pač kar pač se da. In potem je povedala za ta center ponovne uporabe, pa te izmenjevalnice, pa pač Rdeč križ in sva šle tja. In sva si čim več nekih teh stvari nabrali in potem sva tudi po snemanju sva tudi pač vrnili določene stvari na Rdeč križ, določene stvari smo pač tudi mi obdržali in ja, mislim, smo naredili to izmenjavo s temi stvarmi, ki jih tam pač delajo. Ja, v bistvu smo čim več nekih teh zastojn, oziroma zastojn pač, ja, na neka low budget stvar. Pa smo pa pač se dobivali, pa pomerjali, pa ne vem, kako bi rekli. Mogoče bi lahko sam še malo o atmosferi, ki je pač pri tvojemu filmu, se mi zdi zelo pomembna, da pač ste poskušali prikazati ta nek strah pa tesnobo. Pa me samo zanima, na kakšen način ste se tega lotili, kako ste razmišljali o tem, pa s čim ste to poskušali tudi prikazati pol. Od, ne vem, zvok, lokacije, snemanja, tako naprej. Neka svetloba, luči. Mislim, da pač nismo preveč razmišljali o tem, ampak sem jaz vedela v glavi, pač sem na nek način pač spoznala, oziroma pač čutila to atmosfero in mi je bila ful blizu in sem potem za vsakim pač članom ekipe smo posebej se pogovarjali o tem in smo našli neke te načine, kako bi to izrazili. Ne vem, nismo v neki preveč šli v neko analitično, pa to bi dosegli tako pa tako, ampak neke te... Se je zgodil nekako spontano. Ja, ampak ja, smo tudi se pa veliko se jim pogovarjali o tem, kako bi to prikazali. Tako da najprej sem vsakem povedala, kako jaz to doživljam in potem smo pač tako dolgo se pogovarjali, dokler se ni približno izenačili in potem je vsak nekaj dodal. Super. Mogoče je kakšno vprašanje? Jaz bi vprašala. Ja. A so ti prijatelji od Jastok pa od Jelene, a oni igrajo sami sebe, ali so prav liki? Liki so, ja, ne igrajo sami sebe. Okay. In tudi Jastok niti Jelena ne igrate same sebe? Ne. Ok, mislim, da je to potem to. Najlepša hvala vsem štirim za tale pogovor. V bistvu zdaj si bomo vzeli kratko pauzo, nekje 2 minuti, samo toliko, da se ekipe tukaj zamenjajo. Jaz bi kar povabila sem k meni avtorje naslednjega filma in sicer filma Dokument od rolke do skejta, da se mi pridružijo, ker bo pač z njimi tudi pogovor. Čau, Lepo pozdravljeni spet na Zajtrkih z avtorji. Z mano so že avtorji filma Dokument od rolke do skejta, ki se je pač kot zadnji odvrtel včeraj v tekmovalnem programu 19. festivala slovenskega filma. Z mano so Miha Brodarič, producent in režiser tega filma, Andro Kajzer, režiser, montažer in kamerman oziroma direktor fotografije pri tem filmu in pa Primož Jambrek, ki je nekako bil skozi cel proces tega filma najbolj zraven. Ja, razvoj. Zdaj pač, kakor sem jaz uspela ugotoviti, je vaš film neko kolektivno delo. V bistvu je še ena soavtorica, Nina Vrhovec. Matej Lavka. Matej Lavka, ok, ja, točno. Vi delujete pač pod Multipraktikom, to je nek kolektiv, pa bi mogoče za začetek malo več povedali o tem, kaj vi delate, pa kako ste sploh se odločili, da boste ob vsem tem, kar počnete, si naložili še ta film. Ja, mi smo en tak zelo fluiden kolektiv različnih ljudi. Mogoče, da štartali smo 2009 uradno, prej smo delovali v klubu K4. V bistvu smo kolektiv različnih avtorjev, vsak deluje na svojem področju, na filmu, na fotografiji, oblikovanju.
kreativni direkciji in tako naprej. In delamo na nek način zelo demokratično vse. Ne? Pač vsak se odloča, v kakšnem projektu bo sodeloval, kakšen bo njegov part in pač sebe izrazil v vsakem projektu. In do tega filma je prišlo čisto organsko, skozi druženje, skozi to, da je veliko članov kolektiva, ali stalnih ali nestalnih, kakorkoli že, je skaterjev, so skatali 10-15 let nazaj. In je pač se nekaj časa pogovarjal o tem, da bi bilo dobro narediti nek dokumentarc, ki bi zajel ta duh 80-ih, 90-ih skatanja, ki je bilo dosti drugačno, kot je danes, kjer lahko priješ do skata v sekundi, takrat si ga mogo švercati in tako naprej. In ful je enih zgodb bilo nepovedanih, tako da v bistvu je Primož pa Androsa dala čisto osnovno idejo, pa smo pa tam naprej začeli malo raziskovati. Kako pa ste se pol lotili, pač kaj je bil prvi korak? Mislim, da ste, ne vem, premišljali o tem, kdo vse bi nastopil v filmu, da ste poiskali vse ljudi, ki so bili takrat na sceni, ali se je to tudi nekako, mislim, ste začeli pri enemu, pa se je pol bolj organsko razvijali, da vas je ta en pol napotil tudi na neke druge osebe? Mislim, vse del ekipe je vpet v to sceno, mogoče že zaradi tega bilo malo lažje, ker se je vedel, kdo je bil akter 15-20 let nazaj, tudi družili se s temi ljudmi. Tako da v bistvu začeli smo z nekimi najbolj vidnimi akterji v tem začetnem obdobju in pol iz teh so se nekako lovke pač odvijale, začele širiti v druge smeri. Zdaj, vedel se je, da je ta Marija Zbinšek bil, takrat je veljal za najboljšega, vedel se je, da on živi v Ameriki in da bo treba tja pač posneti intervju, če bomo hoteli z njim kaj narediti. Vedel se pa tudi, da pač moramo z vsemi se pogovoriti, tako da mi smo delali preliminarne intervjuje z 35-40 skaterji in pač ljudmi, ki so bili del te scene in smo potem na podlagi teh intervjujev, ki smo jih posneli, naredili transkripcijo in potem iz te ogromne transkripcije začeli pisati scenarije. Mogoče bi še kaj o produkciji, pač kje ste dobili sredstva, ste jih sploh kje dobili, a ste sami vložili v ta film, vseeno to, da ste šli v Ameriko, pa ste posneli te intervjuje. Mislim, si predstavljam, da so to neki stroški, ki niso bili zanemarljivi. Mi smo se prijavili na AV razpis na filmskem centru. Proti pričakovanjem smo ga dobili, pač noben je tega mislil, da bomo dobili, tako da je bil to nek boost, da lahko gremo mogoče produkcijsko malo dela, kakor bi šli, če bi sami vse financirali. Tako da smo si lahko prvoščili ta intervju narediti. Pač v Ameriki je iti na Thrasher, ki je zelo, Thrasher je pač revija, najbolj legendarna skaterska revija je Thrasher, in prek kontaktov smo dobili pač ta link, da gremo dejansko tja v San Francisco, kjer imajo uredništvo in pač se pogovorimo o tem članku, ki je imel dosti veliko težo iz 90-ga. Tako da brez teh sredstev zihar ne bi film bil na koncu tak, kakršen je bil, ampak bi bil mogoče malo krajši, pa malo bolj ozek. Zdaj film je nastajal tako, včeraj si rekel, približno 2 leti pa pol. V njem je res zelo veliko enega materiala, od pač video do fotografij, mislim, res, zdi se, da ste pač najdeli skoraj vse, kar se najde da, tako res je, mislim, tako zelo informativen, no. Ja, bilo je to kar težko, ne, zdaj, što se bi v tem, da mi smo najprej mislili Skate TV, ne, to je največ, to, kar je bilo na RTV Slovenija, to je veliko video materijala, ne, to je zelo fajn, ne, in to mi smo mislili, da se to ne bo težko prišli na RTV, v arhiv in bomo tam to dobili, ne, in pol smo ugotovili, da v bistvu RTV Slovenija zbrisal ves arhiv Studia Ljubljana iz tistega časa, ker ne vem, ker nismo imeli prostora, ne vem zakaj. Pač zbrisali so ga, ni ga tam. Mislim, da ste že eni tretji, ki ste imeli na tem festivalu problem s temi arhivskimi posnetki, tako da to je kar očitno eno zelo tako črno poglavje. Tako da smo imeli pol glede tega pri posameznikih iskali stvari, ki so na srečo imeli na videokasetah doma, ne,
veliko materijala pa je, kaj jaz vem za njega, ne, kaj se spomnim, pa ga nismo mogli dobiti, ne, smo ga ful hotel, kakšne zelo zanimive stvari iz tistega časa, ne. Ampak ja, to so potem vse te sodelujoči, v bistvu se brez tega tudi potem ne bi bilo, ne, tak film, ne samo sredstva, ne, ampak tudi te vestnosti, v bistvu pa Simon Stojko, ne, on pa je profesionalni fotograf bil že takrat, ne, in on ima tudi ful arhiv fotk, to je bilo tudi zelo v redu, ne, pa še Nejca je tudi veliko prispeval fotk, ki je bil tudi fotograf takrat. Ja, pa smo pa iz teh arhivov, ne, in to je to. Okay, meni je to zelo všeč, ker ste se tega dokumentarca lotili tako iz več različnih perspektiv, od nekega pač družbeno-političnega ozadja do tega, da ste, ne vem, nekako vključili tako glasbo kot to, ne vem, neko modo zraven tega, zato ker se mi zdi, da v bistvu pač film na ta način res dobi neko širino. Pa mogoče pač, če iz tega izidem, zakaj mogoče vi, ki ste res toliko časa se zdaj ukvarjali s to zgodovino, pa to, zakaj se vam zdi, da je ravno takrat pač ta kultura oziroma ta subkultura tako cvetela v tistih časih? Ja, ziher je to povezan z amerikanizacijo, ne, pač s tem obračanjem proti Zahodu, ne, ki je bilo zelo močno prisotno v 80-ih, pa koncu 80-ih, ne, stran od socializma, komunizma. In pač takrat je bilo skejtanje zelo popularno. Videl si ga v filmih, v spotih, pač bendi so skejtali in tako naprej in to je imelo nek vpliv, ne. Zdaj, največji problem je bilo, da se to pri nas ni dalo dobiti nikjer, ne. In je mogoče to toliko bolj vabilo pač mladino, ne, da si je probala to zrihtati in je bila bolj goreča v tem, da bi sebe izrazila skozi to, ne. Tako da se je to švercalo, sami so si delali vse objekte, ne. So se morali res zelo dobro znajdati, ne, da so... Nasploh, ja, neka ta samorasniška do-it-yourself pristop, ki ga je danes vedno manj, ne, ki je vse to easy dostopno, ne. In se mi zdi, da so filmu tudi sami povedali, da so se veliko naučili tekom, ne, same sebe, mislim, da so sami sebe dosti bolj spoznali čez te pristope, kakor mogoče danes, ne, ker ti vse na voljo. Ja, takrat, ne, v bistvu v tistem obdobju je bil en razmah, svetovni razmah skateboardinga, en nov preskok, en nov level, ne, v koncu 80-ih, v bistvu tudi v Amerike in tudi v drugem delu Evrope. Eno je bilo to usmerjanje proti Zahodu, eno je bil pa val, ki je hodil iz Amerike. Zdaj, ali je bilo to organsko, ali so ameriška podjetja sklenila, da bojo biznis širila, ne vem, ne, ampak ja, takrat je bil en razcvet ponoven po celem svetu, v bistvu, tudi drugi deli Evrope, ne, tako. Zato je tisto obdobje potem verjetno dosegel ta val še Slovenijo. Mogoče še za zadnje vprašanje. Mislim, včeraj, ko sem gledala film še enkrat, sem res zelo veliko premišljala o tem, koliko sta skejtanje pa film v resnici ful povezana, ne. Da, mislim, tudi, ko oni so govorili, ne, o tej videokaseti, ki so si jo sposojali in je bila najbolj zrabljena videokaseta, ne, o filmu o Thrasherju. Tako da v bistvu so neke te, pač učili so se praktično skejtati iz filmov, vsaj tako pač povejo o filmu, pa tudi pol, ko so prišli te skejterske oddaje, veliko govorijo o tem, da so prinesli nek nov način montaže, snemanja, neko novo dinamiko v samo pač filmsko kulturo tudi, oziroma snemanje oddaj, tako da mogoče bi kaj o teh povezavah lahko povedali. Ja, pri skejtanju je tako, da tudi zdaj še, ne, in prej je bilo vedno ful pomembno, ne, in fotkanje in snemanje. Za skejtanje je tako, da lahko sploh folk vidi, kaj novega, kateri triki so novi, predvsem je to, no, da se pokaže, kaj je novo. Včasih je bilo to, ker ni bilo interneta, pa tudi videokasete, pa nas je bilo težko dobiti. To se je čakalo, ne, to je bilo najbolj pomembno. Zdaj, ker je vse na internetu, je to čisto zgubil se, a ne, zdaj tega čisto preveč poplava. Takrat je bilo pa to, en film je prišel, pa 2, 3 mogoče največ na let in to se je čakalo cel let, da se je to pogledal in to na podlagi tega se je učil tudi nove trike, si videl, kaj je prišlo, kjeri skejterji so in trenutno, kjeri so dobri. Tako da to je bilo vedno povezane, tako kot je tudi še zdaj, ampak se pravim, zdaj tega cela poplava, takrat je bilo pa bolj malo. Ta Thrashing film, ki je bil, mislim, da 86, kdaj prišel ven,
zaradi tega pa tako, ker v filmu vejo, so vsi začeli skajtati, ne. To je bil prvo neki tak malo bolj mainstreamovski film, ker to ni skate film, ne. To je film, ne. Igrani, ampak so prikazali ta lifestyle pa to. Tako da je naredil cel boom takrat, ne samo pri nas, najbrž po celem svetu. Pri nas pa valjda so bile ful pomembne te skate-TV, to je bilo edini nek vir, s kjer je folk črpal, ni bilo revij, razen onih fanzinov. Tako da ja, no. Jaz bi še to dodal, to smo se včeraj pogovarjali, ne, da je samo skejtanje hod po robu, a ne, in tudi filmarji, ki se udejstvujejo v skate svetu, ne, hodijo malo po robu in raziskujejo mogoče nove prakse izražanja, ne. Pač ne moreš postaviti stativa pa snemati skejtarja, ne, ti pač moraš najti način, kako ga spremljati, na kakšen način ga posneti. In vse v zgodovini je sam skateboarding dal veliko hudih režiserjev, pač tako na zelo visoki ravni. Spike Jonze je mogoče najvidnejši primer, ne. Ampak to so bili vse self-taught videografi, a ne. Tudi ti si začel s skejtanjem, pač, ne. Tako da ja, pač imamo mogoče drug pristop tudi k lifeu, tako da imam dosti mogoče skateboarding ima širši vpliv na družbo, medije, na karkoli, kar mogoče na prvi pogled vidno, ne. No, to se mi zdi, da se tudi v filmu uspel to zelo lepo prikazati. Zdaj bi pa mogoče prosila še za kakšno vprašanje iz publike, če ima kdo? Ne? Potem pa bi se vam res lepo zahvalila in pač vam želim tudi še res veliko uspeha s tem filmom, da se bo mogoče še kje pokazal. Hvala vam. Hvala. In nekateri smo že kar veseli tega mečkan, ker je bil kar dolg teden. Tukaj z mano sta pa že moja gosta, in sicer gosta dokumentarnega filma Nara Petrovič je človek, in sicer Boris Petković, režiser in scenarist, zdravljen, in pa Nara Petrovič, človek. Tako sem imela napisano v katalogu. Ne, to sem si sama zmislila, sem sklepala po filmu. Zdaj je v bistvu kar prvo vprašanje, mogoče za oba. Kje se prične vajina skupna pot od tega dokumentarca? Če se jaz ne motim, je bil najprej en kratki film z naslovom Fekolog, ki je bil narejen pri isti produkciji, kot je potem nastal Nara človek. Ja, pot je vodila preko enega workshopa, na katerem je Gordan Golubović, se pravi ko-scenarist tega filma, prišel z idejo o pač enem o kratkem filmu, o Nari. Takrat sem jaz nekako šele se v bistvu spoznal in to idejo in tako. In pač smo Gordanu takrat pomagali, da je naredil eno tako miniaturo, en pogled, morda bi temu rekla en dan v življenju Nare Petroviča, ampak me je zaintrigiral, takrat se je tudi ta trajnostni park Istra se je začenjala ta ideja o odkupu tega. In tako sem videl neko širšo zgodbo in glede na to, da je pač v zadnjih 20 letih v ospredju mojih dokumentarnih filmov vedno človek, sem v bistvu ugotovil, da je to ena velika nagrada za mene, da lahko delam film o človeku, ne. In dosti nenavadnem v bistvu. Tako. No in da se je nekako to poklopilo in potem smo nekako počasi začeli sodelovati, ne. Bi rekel, se malo družiti, se malo tipati. Kako pa je Boris pristopil do vas v bistvu? Koliko časa ste mogoče, ste že takoj začela pač mogoče čas preživljati skupaj, da ste se mečkam pač spoznali? Ja, jaz sem ga dal tja eno votlino in je, v bistvu je preko Gordana Boris me kontaktiral in potem po parih pogovorih smo se odločili dejansko, da bi šli v ta projekt. Meni je bilo zanimivo, ker nekako nastopam s temi sporočili preko pisanja in sem rekel, no to je pa en novi medij, ki bo mogoče prinesel sporočilo do širše publike.
sem pa rad se razgaljam v javnosti, kot ste videli tudi v filmu. No. Tako da, ja. Ja, zdaj, v bistvu vaše življenje je sicer na nek prvi pogled nenavadno, seveda za pač nas, ki živimo na konvencionalen način, ampak hkrati je pa za vedno več ljudi tudi bolj privlačen postal. Ne? In zdaj mogoče, Boris, v kolikšni meri si se identificiral z Naro v tem procesu, ko si pač spoznaval njegov svet? A je to potem v bistvu, glede na to, da si recimo zdaj bi pa tudi dosti urbano usmerjen v svojih recimo prejšnjih igranih filmih, kakšen je bil efekt mogoče na tebe? Dobro, efekt je definitivno, da kakam zdaj s pručko, ne? Da pač imam dvignjene noge, to je ena od stvari, ne? Če sem zdaj mal, ki sem jo jaz posvojil, ne? In ki mi se splača. Pomaga se zaradi tega boljš počutim in tako naprej. Ja, ne, meni mislim identificira, jaz živim pač drugačno življenje, nimam po tej neki plati, se pravi, iz tega pogleda dosti konformistično in tako naprej. Seveda je, včeraj smo se pogovarjali, privlačno je to, romantično je to videti, samo verjetno to recimo za mene je nemogoče, ne? Jaz nikakor ne bi mogel tako živeti. Je pa intrigantno, zato ker mislim, da to odpira tudi neka vprašanja v današnjem času in to, kar je v bistvu bilo najbolj intrigantno, je ravno ta meja, se pravi za meni, ki je bilo pomembno, kako v bistvu živeti izven sistema, ne, ker recimo danes kako, če hočeš biti, rečeš, jaz bom pa zdaj alternativc, se bom umaknil. Mislim, v trenutku, ko odpreš vodo, nekje na koncu verige Bill Gates pobira denar, ne, se pravi, karkoli narediš, mislim, ne, ta mikrofon, nekje je neka korporacija, in seveda se 100% tudi najra daleč od tega, ampak kako se pa le toliko, se pravi, uspet izločiti iz sistema, po drugi strani pa vendar biti in družbeno angažiran in aktiven, se pravi, in delovati znotraj skupin. In to je v bistvu, kar je meni pri Nari in celotni tej stvari najbolj fascinantno in najbolj intrigantno. In tukaj se mi zdi, iz tega sem jaz izhajal. To mi je bilo najbolj pomembno pri tej stvari. Nara, kot ste že omenili, vi tudi sami ste avtor ene ali pa mislim, da več knjig celo? 6. To se da vse prebrati, ne, tudi na neki točki. Mene je definitivno pač potegnilo, da bi si prebrala potem, ko sem videla film. In zdaj v bistvu ravno na to lahko navežem, da zdaj, kako ste se pa potem, glede na to, da ste mogoče vajeni tega, da vas ljudje malo drugače jemljajo, ampak tudi sami pač recimo tudi želite pač ta svoj način življenja na nek način promovirati, če tako s tem izrazom temu rečem. A ste na to gledali kot na način, da lahko v bistvu zdaj dosežete več ljudi, pa da pač pokažete, da mogoče tudi promovirate to svojo idejo pač življenja, ne? Ali je šlo potem na koncu bolj za oseben projekt? To me v bistvu zanima. Meni je bila všeč ideja Borisova Muha na steni, ki te gleda. Večina filma je skoraj takšna, par momentov, ki so vprašanja, pa neka interakcija, ampak dosti je pa teh res dejanskih utrinkov, ker jaz tako živim in me pač spremlja ta zadeva in sem se malo poistovetil tudi s tem pristopom, no. Pri promociji ali pa širjenju. Jaz se odzivam na vabila in iz svojega življenja sem naredil eksperiment, kjer preizkušam določene teorije ali pa neka znanja, ki so mene prepričala. Nisem pa našel človeka, ki bi celoten paket vsega tega živel skupaj. Recimo ta večna palječica, ki jo zdaj že uporabljam toliko časa in dobro vpliva na moje zobe. In sem rekel, ko bom 60 star, bom res rekel, da vem, kaj počnem. Do takrat še vedno eksperimentiram. In ta moj eksperiment se mi zdi, da je dobro dokumentirati. Tako da jaz ga dokumentiram v obliki pisanja, če pa pride še kak film zraven, se mi zdi to ena dragocena stvar za prihodnost, no. Kaj bo iz tega, pa pojma nimam. Nimam nobenih pretenzij, da bo kdo kopiral, kot je Boris rekel, večina ljudi je v nekih utečenih vzorcih in normah in ljudje poberejo kak element od tega, nekaj jih navduši, nekaj jih
potegne, nekaj pa se jim zdi preveč čudaško. Enkrat mi je en gospod rekel, vse sprejmem, ampak to, da ne uporabljaš toaletnega papirja, to mi je pa preveč. Tukaj se pa meja potegne. Ja, to je pa meja, to je pa konc. Pri listju. Boris, glede na to, da je zdaj Nara mogoče povedal, kakšno pričakovanje je imel od tega, kakšno pričakovanje imaš pa ti za film zdaj? Zdaj, kot smo ugotovili, to vsekakor ni nekaj, kar ljudi ne bi zanimalo, ne? Zdaj, glede na to, da to ste v Luxus produkciji, ne, naredili, je možno pač se dogovarjate, da bi pač bil film v distribuciji, mogoče je že? Pa mislim, zaenkrat o distribuciji ne razmišljamo, je pa že tukaj bil par ljudi, je takoj pristopilo, radi bi to na tak ali drugačen način projecirali. Jaz mislim, da bo ta film zaživel ne tukaj v kinodvoranah, kakor v nekih skupnostih, da bo predvajan po nekih knjižnicah, po nekih, bi rekel, mladinskih klubih, kjer ga bojo določena združenja ljudi, ki bojo v njem pač prepoznavala te neke stvari in ideje, morda, ki jih tudi najraširi, bo izvrstna platforma za pogovor o drugačnih, o alternativnem življenju kot takem, o teh nekih vprašanjih, ki se pojavljajo. Tako da, mislim, sigurno bo, zdaj se kaže, da bo film imel blazno zanimivo življenje, da ga bojo pač ljudje radi gledali, ker mislim, da odpira neka zanimiva vprašanja in tako, v kakšni distribuciji pa zaenkrat ne razmišljamo, bomo seveda kakšno projekcijo še naredili v Ljubljani, treba bo sigurno v trajnostnem parku Istra enkrat verjetno na pomlad narediti nekaj tudi za tiste ljudi, ki pač tam živijo. Tako, no, to je nekaj. Mogoče lahko delite zdaj čisto hitro še kakšno stvar iz snemanja, ki pa ni mogoče noter prišla. Sicer to zdaj malo paradoks, ne, ker mogoče nočete povedati kaj o tem. Mene bolj zanima. Pa mislim, je neke stvari, mi smo ogromno spremljali Naro, kdaj tudi jaz nisem mogel, so pač šli samo snemalci na neka potovanja z njim in ne vem, normalno, neke stvari pač niso preživele montaže, kar pa nič tazga se mi zdi, da to je pač neka, vse to filmarji poznamo, pač. Ne vem, če ti Ja, meni zmanjka brisanje zadnjice. To mi absolutno zmanjka, mislim. Zato bi mogel biti fekolog definitivno pred film, ne? Recimo, ja, pa vsaj par utrinkov, ne. Ker jaz tam mečkam one rastlince, ne, in potem malo zmanjka tisti moment, ne, zdaj, kaj s njimi naredim, ne. Res je. Malo cenzure je bilo na delu, ne? Ja, malo mogoče. Zato pa je penis takoj v drugem kadru, v close-upu. To pa tudi moramo priznati, res je, ja. Mislim, da smo pa tudi tukaj, ne. Mogoče bi sem še potipala za, vem, da zdaj nastaja, oziroma je v procesu nastajanja tvoj naslednji igrani projekt. Lahko kaj več poveš, kako to gre? Ja, mislim, kaj pa vem, mislim, imam trenutno na montažni mizi igrani film Košarkar naj bo, se pravi, ki nastaja po knjigi Primoža Suhadolčana, to je otroško-mladinski film. Zmontirali smo neko prvo verzijo zdaj in mislim, da bo imel zelo velik potencial, to je živ Suhadolčanov jezik, to so krasni mladi igralci, ki smo jih tudi že videli v filmu Pojdi z mano. Tako da to je super. Usporedno pa nastaja, je pa tudi že v procesu montaže film z delovnim naslovom Grom na cesti. Torej je tudi, ni portret, ampak je neko sledenje Tomažu Gromu, se pravi eksperimentalnemu glasbeniku, ki je na področju bivše Jugoslavije, dajmo reči Balkana, kakorkoli, izbral 8 uličnih glasbenikov iz vseh držav in potem z njimi naredil eno, bi rekel, glasbeno gledališko predstavo. In mi smo cel ta proces smo seveda dokumentirali, zdaj smo še nekaj dodatno posneli z vsem od teh glasbenikov in tukaj, kar me tukaj zanima je pa, da bo, se pravi, že če je sam dogodek bil malo glasbeno gledališko eksperimentalen,
bo film v tej, se pravi, iščem to neko pravo razmerje med eksperimentalnostjo, dokumentarno formo in tako naprej. Tako da, mislim, zelo me zanima, kaj bo iz tega nastalo, ker še nimam pojma. Kar dosti zaposlen si v tem trenutku. Trenutno, ja. Mogoče ima še kdo kakšno vprašanje iz publike? Če ne, pa boste lahko ujeli oba protagonista oziroma režiserja in protagonista malo kasneje. Jaz bi se vama zahvalila, res za obisk. Hvala tebi. Pa en aplavz seveda. Zdaj pa ste prosti. Ja, ups. Aha. Ja, zelo lepo pozdravljeni spet na Zajtrkih z avtorji in to spet na zadnjih oziroma čist pred zadnji pogovor letošnjega festivala je tukaj pred nami. In sicer z avtorjama filma Selfie brez retuše, dokumentarca. Mogoče boste kakšen drug žanr še izbrala vmes. In sicer imam tukaj zraven sebe Vinčija Vuk-Anžlovarja, scenarista in režiserja filma, in pa Matjaža Mraka, direktorja fotografije in izvršnega producenta. Zelo lepo pozdravljena. Zdaj, Selfie brez retuše je zgodba o kreativnih procesih režiserja, to sem prebrala v katalogu. Zdaj, ja, ne vem, jaz sem se tudi spraševala. Mislim, da so to na televiziji več napisali, me pa nič ne vedo. Aha, to pač oni delajo iz ozadja. No, sej, zato ste pa tukaj, da lahko svojo zgodbo poveste. Zdaj, ker sem film gledala, pa tudi pa sem dosti pogovarjala, zdaj že nekaj časa je tudi, v bistvu je že bil pač na Lifu, če se ne motim. Na FDF-ju. Aha, točno, ja. Na FDF-ju je bila 11. marca premiera, pol je bil nekaj cajt v bunkerju. Jaz, recimo, vsem, ja. Ampak pač tudi drugi ljudje, ko smo ga pač pogledali. Ja, zdaj to, enim se je zdel neverjetno pogumen, drugi so komentirali, da je pač izjemno narcisističen. Ampak poanta je vendarle v tem, da gre vse out in the open, da se na nek način to šele obračuna tudi z nekim lastnim narcisizmom, tako sem se jaz dojela to. Ampak je Selfie še kaj drugega poleg tega, kar je očitno na prvi pogled? Ne, to je film o meni, pol v drugi vrsti je film o meni, pa če povzamem, je pa to film o meni. Ampak tako o meni govorijo drugi ljudje, zato ker vejo povedati boljš stvari o meni, kot jaz sam sebi. Isto, tisto, kar si prej omenila, ta narcisoidnost. Točno s tem, ker se pač Vinči ne pojavlja, oziroma se pač tiste trikrat pojavlja. Ne, Tomaž se pojavlja. Najprej se Tomaž pojavlja in pa še dvakrat Vinči. Mislim, smo se točno s tem smo se izognili. Ker če bi se Vinči začel not pa bo vsako komentirati, pa bi prišel res do tega efekta narcisoidnosti. Tako je pa v bistvu dejansko, njim je bilo prepuščeno. Oni lahko povejo karkoli hoče. Zaželjen je bilo, da povejo čim več svineri. Zdaj, koliko so, pa smo pa se ampak ker sem pa toliko fajn. Ja. To so vsi rekli, ampak so pa tudi rekli, malo je pa kreten, ne. Kdo že? A ja, Mija. Ampak zdaj, v bistvu ravno to mi je zanimivo, ne. Zdaj, dali ste v bistvu priložnost prijateljem. To so bili večinoma prijatelji? Ne, niso bili večinoma prijatelji. Pol teh je bilo bivših prijateljev. Kako pa tudi, da so bili tako prijazni, pa so sodelovali? Pa lih v tem je bila fora, fora je bila lih v tem, da jaz sem, mislim tako, v bistvu eni so bili prijatelji, eni so bili bivši prijatelji, oni, ki pa niso bili prijatelji, pa v bistvu niso hoteli nastopati. Tako, tudi pa smo rekli, vse lahko meni poveste, tako, pa so rekli, ne bomo te promovirali, saj vsi vejo, da si kreten. V redu, ampak v tem procesu mogoče ko so govorili o tebi, oziroma o vas, o tebi, da sem začela kritikati, zdi se mi, da te poznam, ta film ima tak efekt, ne. A si mogoče ti v njih kaj novega zvedel potem, ali pa so oni sami o sebi kaj novega zvedeli?
a veš, selfie, ne, tako, to je oblika, ki, mislim, tega enega vtisa, ki ga pustiš v zgodovino, v mehko mivko in upaš, da je val ne bo odplaknil tvojih vtisov od kava dela z mano, s tem, ko prvi pravi ljudje puščali svoje roke. To je nekaj tazga, ki se mi skozi sprašujemo od takrat naprej, ko so se opice med sabo parle, da so jim zrasli možgani in so pol v bistvu začeli se zavedati samega sebe. Ne. In puščamo vtis v zgodovini. In takrat, ko nekdo govori o nekomu drugmu, ne, vedno govori v bistvu vse, tako, kako on dojema svet, kako on dojema ljudi okrog sebe. In v bistvu to so v bistvu je 40 selfijev, ki sicer govorijo o meni, ne, ampak tako ogromno govorijo o ljudeh, ki govorijo. Ne. Ja, res je, zdel se je vsekakor tako. Ne. Sorry. No, to sem mislil, da ne da se je zdel, ampak tako res, ko govorimo, jaz, ko govorim, mislim, tebe sicer ne poznam, ampak tako, ko bi enkrat govoril o tebi, ne, bi govoril o tebi skozi svoje oči. In to mi je bil tako en res zanimiv proces. Kako ste pa dosegli to v bistvu? Zdaj, čisto z tehničnega vidika imam v bistvu vprašanje, ker zdaj, jaz sem si v bistvu dejansko predstavljala, da so oni sami naokrog, ne vem, z neko snemalno napravo, a potem sem pa videla sliko tudi kao iz ozadja, ne, snemanja, in je izgledalo, da ste jih pač spremenili zdaj te ljudi v eno ta hodečo pač ta selfie stick v resnici, ne. Ti ljudje so sami postali pač ta selfie stick. Mislim, to on ne more govoriti nekaj, v bistvu so te ljudje sami posneli moj film. Ne. Ampak bila je neka konstrukcija. On se je pa podpisal pod direkcijo fotografije. To je bil res najbolj easy job, v bistvu res so se sami snemali. Mislim, ne vem, če imam 5 kadrov noter, ampak v redu. Veš kaj, pa v redu, ne bo zdaj javno, pač lej, ti pa ni zdal cajta za luč postaviti. Skratka, že v bistvu, kad Vinči prišel s tem naslovom Selfie brez retuše, je bilo zelo jasno, da gremo v snemanje po sistemu selfija. Obstajal je že ta, koliko smo ga mi imenovali. Mislim, ni bilo tako jasno, jaz sem to postavil kot koncept, pol je bilo še jasno. Ja, vse, ko si prišel s konceptom. Vem, mislim, pol ti je bilo jasno, ja, sam sem ti mogel to razlagati recimo vsaj pol ure. Ja ne, ni bilo pol ure, 15 minut je bilo. Čas se upomnim. Ja, sorry, mislim, gre. No, kakorkoli, v glavnem pa je Vinči prišel, ker pač mim, pa smo, jaz sem vedel, da obstaja nekje ta, tako ko smo ga imenovali selfie machine, ja, mim si prišel, skratka ta selfie machine in dejansko to je bil tudi pogoj za sodelovanje pri filmu, pač vsak se more samega sebe snemati. Ok, to smo prgurtnali gor na njega, tako da imeli so tle nek tak aluminijast, neprebojni jopič, ki smo tudi, zaradi njega smo tudi dokajali malo problemov imeli, ampak v redu. Tisti, ki so bili bolj prijazni, jim nismo toliko zategnili, oni, ki so bili pa prasti, smo pa ful zategnili, da niso mogli dihati. Lahko tudi v filmu ugotoviš v bistvu pol, kjer je ne, ampak ja, zdaj so jih upozorili. No, skratka, zdaj že neumnosti kvasva. Skratka, v bistvu, in neč, kamero gor, lens 12, blenda čim bolj odprta in pač hodite. Mislim, mi smo zraven hodili. No. Koliko tekov so pa pol, recimo, če nisi bil zadovoljen s prvim tem tokom misli, ni bilo tako? Oni so hodili, dokler so zmogli in so govorili. In to je res je, mislim, nažalost je televizija omejila timing na 52 celih ali pa k sreči. V konsensu tem še, ja, se bo še našel. V glavnem in tako so govorili res ful zanimive stvari. Tako govorili so recimo 20-30 minut vsak, ne, in potem je vsak je govoril iz glave, jaz sem hodil zraven, ne, tako, če je rekel kaj tazga, itak sem znam potem, da koga nagobaca, veš, ne, tako da so se držali distance. Tako, ja. Ne, pa tudi vsi si selfijo mi niso mogli pobegati. Ne, v glavnem tako, ok, 30, približno pol ure je vsak govoril in je tako res dejansko je govoril
jaz sem hodil zraven in sem ga recimo spomnil še na kakšne stvari, ampak tako, mogoče niso prišle niti najboljše stvari noter, ampak so prišle noter stvari, ki so naredili en dramaturški lok. In ta dramaturški lok je bil nekako en prerez tega mojega dolgočasnega življenja. Zdaj, nekje sem prebrala, da naj bi bil film na neki meri tudi namenjen temu, da se na nek način spregovori o tem, kar ti pač tudi o njemu govoriš, o dejansko o svojem duševnem stanju, pa duševni bolezni, kot jo pač imenuje. Ni bolezen. Ja, tako se imenovali. Ne, Mrvlje, nisi si zapomnil filma. Gre za borderline osebnostno motnjo oziroma osebnostno strukturo. To sta dve različne stvari. Mrvlje eksplicitno reče, to ni duševna bolezen, to je pač... Res je, to sem se jaz tako potem... No, v glavnem gre, če je borderline motnja, je v bistvu zadeva zelo rušilna. Pač potem ljudje z borderline motnjo, mislim, motnja je motnja, ne? Struktura je pa dopušča, ne? Recimo po Jungu, kdor ne ustvarja, ruši. In to je prav tako, pač se pravi, sam se razvija nadkompenzorni mehanizmi, ki potem osebi s takom strukturo, z potrditvami iz okolice, dopustijo eno tako dosti normalno življenje. Mislim, tako, gre za to, da tako ustvarjaš in se najdeš znotraj tega. In to potem na nek način pomaga to strukturo preseči. Temu se reče nadkompenzorni mehanizem. Odlično. Tukaj si morate res pač pogledati film, ker je v njem tudi pač to zelo natančno razloženo, čeprav si eni ne zapomnijo. Eni tudi preveč žuramo včasih. Ne, meni govori. Ja, to tudi verjamem. Zdaj, čisto za konec še, ker moramo biti malo kratki, ker nas še ena ekipa čaka. Glede na to, da pač si za eno generacijo zelo legendaren režiser, recimo pač Poker je en film, ki mislim, da ga tako vsi poznamo in se kar dostikrat gleda, tudi ne mogoče v kinodvoranah, ampak s kakšnih VHS celo. A se ti zdi, da danes za mlajšo generacijo lažje posnet film, glede na to? Mogoče, če bi ti zdaj recimo že začel svojo pot kot režiser, se ti zdi, da bi ti bilo lažje ali bi ti bilo težje? V tem prostoru se je zgodila ena grozna stvar. Mislim, tako, v glavnem, v bistvu filmski poklici, te podporni filmski poklici so izumrli. V bistvu, ne. Zdaj je tako, da režiser v bistvu vzame kamero in pros prijatelje, če bi afne guncali pred kamero in je to. Je pa nemogoče posneti film brez teh podpornih sektorjev. Tako, meni rečejo včasih, da ti si režiser, da nekaj si izmislil, pa vzem kamero pa pet posnet. Mislim, na tak način... To je način, ko bi želel mogoče snemati? Ne. Režiser je v bistvu pripovedovalec zgodbe s filmskimi sredstvi in zato rab ogromno sodelavcev, tako recimo enega tazga, ki je on, naprimer, pa še ene 30 takih, mogoče malo večjih, no, ampak. Drugače se filma ne da narediti. In to je grozno, zato, ker potem vsi delajo vse, tudi filmi tako izgledajo, da so vsi delali vse. Potem je pač na izbiro ali naš delati ali pa to delati na nek način. Ali kaj bi bila rešitev? Ne, rešitev bi bila... Da se Pršak je govoril, to je bil moj profesor včasih, tako zmeri, da čevlje dol, ki je predaval, tako recimo po ene uri se je zavohali to do 4. vrste. Ampak rekel, da je filmski poklic v Sloveniji podhranjen, to ni res. Ta filmski poklic strada. To je v tem, zdaj kaj je boljš, snemati filme na telefon ali
snemati filme, mislim tako, še zmeraj je pa tako. Zmeraj rabiš denar tudi za une filme. filme. Zdaj bom zelo kratek. Pripovedovanje zgodbe je en najstarejših oblik civilizacije. Ne? Ljudje so sedeli okoli ognja in so si pripovedovali, kako je dedka njihovega dinozaura požrl. In tako režija pa film je nadaljevanje te tradicije, se pravi pripovedovanje vsebin, pripovedovanje zgodbe, tako v bistvu pregovarjanje zgodovine. Ne? In mislim tako, jaz sem prepričan, da recimo Pahorja pa Aleš Janše čez 300 let noben si ne bo vrtel niti zraven ognja, kamor nas bodo spravili, ampak tako mogoče bodo pa pogledali kakšen film, naprimer, tako, če se bodo hoteli zabavati, recimo Babica gre na jug, če bodo hoteli se dolgočasiti, recimo Ječarja ali pa kaj takega, in tako, ampak v vsakem primeru je to nekaj, kar bi mogli oni pač se tega zavedati, verjetno. Ampak kako pa jih pripraviti do tega, da se zavedajo? Ali pa da nas resno jemljajo? Tako ne, mislim, dokler se bodo oni pogledali drug dan na televiziji in se bodo zdeli, da modre stvari govorijo, ki niso za nikamor in za nikogar. Mogoče jim lahko posodite to zadevo. Selfie. Da se skozi, se poznaš, Janša. Malo samo refleksije. Se njemu bi to še pasal. Pahorju. Res je. Miška. Mogoče, če imaš še kaj za dodati, drugače bi pa na tej točki zaključila zajtrk, oziroma pogovor, zajtrk je zunaj, pa pustili besedo še zadnjemu filmu, zadnji ekipi iz filma. Če lahko jaz predstavo, boš pa ti zaenkrat. Ne, lahko jaz. Ne, jaz bom. Ne me prekiniti. Skratka, 20. december ob 21. TV Slovenija 1, za tiste, ki ga niso videli. Super. Tako, pa nisem že Ok, to je to, ja. No, ne misliš, rekel si misliš. Ne, se sem povedal. Jaz mislim, da na kjerkoli vprašanje si lahko, jaz sem mislim skozi, na kjerkoli vprašanje si verjetno lahko odgovorite, pa kar z ogledom samega filma, tako da 20. december velja. Hvala lepa, ker ste bila tukaj in počakala tu. Veselje me bilo. Super. Lep pozdrav in dober dan na zadnjih zajtrkih z avtorji. Torej, res zadnji, jaz se opravičujem za to malo rahlo čakanje, za te pomike. Po tem pogovoru z ekipo filma Komedija Sovs, ki je tukaj prisotna z mano, napravimo še zadnjo stvar, kar se tiče oglašanja tudi na AKTV, in to je tiskovna konferenca 19. festivala. Z nami bodo člani žirije in mogoče nekatere filmske ekipe. Lepo pozdravljam režiserja Marka Sosiča, direktorja fotografije Radovana Čoka, Marijo Slamič, glavno žensko vlogo, Iva Barišiča, glavno moško vlogo in Dušana Milavca, scenografa na filmu. Bi začel z vami, gospod Sosič, v bistvu vaš prvenec, celovečerni. Vaša pot je predvsem povezana z literaturo, z gledališčem tudi, ampak tudi pri literaturi je zanimivo, da ste začeli pisati kratko prozo, prišel do romana malo kasneje in zdaj v bistvu vidimo, da je nekak film na koncu to, kar bi lahko rekli, mogoče neka povezava med vašim delovanjem na področju literature in gledališča, če se ne motim. Me zanima v bistvu, zakaj, odkje je bila ta želja posneti in narediti film in se ga lotiti. Se ne bi zdaj rekel pozna leta ali karkoli, da je igral vloge, ampak tudi to se mi zdi pomembno, ker človek za delati tako stvar, kot je celovečerni film, se mora vzeti veliko časa, veliko energije, gre za to, veliko živcev verjetno, ne? Torej, jaz sem imel to, kako bi rekel, privilegij, da sem študiral v Zagrebu in na Akademiji za gledališče, film in televizijo in tista leta smo imeli paralelen študij, bodisi gledališče in film. Sem pa diplomiral s filma in to z Antem Babajo, z Vukotičem, z Golikom Krešom. Ampak
predvsem je bil zelo dober, kako bi rekel, študij na scenariju, ki ga je vodil Zvonimir Berkovič, tudi režiser. In tam se je začela na nek način neka moja prva pisava, pravzaprav, ne. Čeprav v obliki pač scenarija, ne. Ampak tam sem začel na nek način snovati in reflektirati znotraj sebe neke zgodbe, neko literaturo. In ta literatura se je dostikrat, vsaj tako so rekli in verjetno je, zelo vizualna, zelo polna nekih podob oziroma bere se na nek način kot slika na momente in to je verjetno izhaja iz izkušnje tega šolanja na filmu in seveda se je razvila, je šla neko drugo svojo pot in film je bil skoraj nepričakovan na nek način, da sem že pozabil, 30 let nazaj sem jaz delal zadnje stvari in dejansko, ko sem dobil to ponudbo in kako bi rekel, sem se najprej seveda ustrašil in sem se skoraj da je otepal. Kaj ste rekel ponudbo? Nekdo je predlagal, da bi da bi se po tej osnovi, torej tržaška televizija, lokalna, je dobila nek moj scenarij, ampak bolj za neko televizijsko realizacijo. Jaz sem potem začel delati tako za film in razvijati to zadevo in je to prišlo in se je zgodila ta zadeva, da sem pač posnel film in jaz sem te izkušnje neizmerno hvaležen. Predvsem sem hvaležen, da sem imel priložnost delati z velikimi imeni igralskimi, Marjuto in Ivotom in velikimi imeni na področju filma, kot je Duško Milavec in Radovan Čok, recimo tu prisotna. Meni je bila velika šola, velika izkušnja in sem se zelo veselil. Ja, verjetno je potrebno kondicije, kot pravi Murakami, za literaturo. Murakami pravi, da je treba, da on ogromno telovadi, on grozljivo skrbi za svoje telo, za svoje zdravje in ga sprašujejo, zakaj toliko dela na tem. Pravi, vrata, ki jih moraš odpirati, ko pišeš, so zelo težka in moraš imeti veliko moč v sebi in za film je zelo podobno. Nisem telovadil, nisem dosti skrbel zase, ampak sem se na skrito potil. A ste imel pomočnika režije? Pomočnik režije, odličen, Boris Bezič, zelo izkušen, zelo mi je pomagal, zelo sem bil vesel z njim. Torej, fajn, da smo razvozlali v bistvu, kje je bil povod tudi, pravite, torej italijanski Raj, televizija, slovenski kanal na Raju. To je bil en tak začetek, ampak tisti, ki so me prepričali, so bili producenti. Najprej Franci Zajc, potem Boštjan, potem vsi skupaj, Danica in so mi dali neko samozavestno, da sem to šel delati. In potem je nastal scenarij, prirejen za celovečerni igrani film za kinematografe, čeprav bo predvajan tudi na televiziji, se predstavljam. To ne vem, ja, nastala je ta pač osnova, na kateri smo še delali potem naprej, tako z direktorjem fotografije kot z igralcema, na dialogih, na zadevah, živa, torej izkušnja, ki jo ima ta igralca, je bistvena bila in pomembna. Marjuta je itak na filmu, jaz pravim tako, da je kot neka plemenita žival, ampak v najbolj žlahtnem smislu besede, ker preprosto imajo neskončno znanje in intuicijo. In avtentičnost Iva Barišiča je tudi nekaj seveda velikega. Ta zgodba o starcu zagrenjenem, čakajočem, osamljenem, kot ste tudi na odru rekel, rasističnem in vse pošilja nekam, še sam sebe nima rad, v bistvu. In Bosanka, ki živi v Istri in prihaja njega servisirati, v bistvu čistiti, kot so zgodbe stotih in stotih žensk že 100 let nazaj, odhajanje na delo čez mejo. Od kje je ta zgodba? V bistvu, ste jo imeli že od prej, ali se vam je zdelo, da je to mogoče celo neka tržaška zgodba? Vemo, da je Trst mesto v Italiji, kjer živi največ starih ljudi, statistično gledano. Slovenc v Trstu, toliko enih zadev notri, toliko enih mogoče informacij, ki človeku, ki ne pozna tega teritorija, mogoče niti niso razumljive. To zaledje tržaško, ker se dogajajo ti spomini, odkjer je on zbežal od svoje družine. Mogoče sem zastavil vprašanje malo preveč kompleksno, ampak razumete, kaj želiš? Zgodba pač nastaja iz refleksije, iz opazovanja, iz življenja, ki ga živim in
Nekje se je usidrala, nek prvi povoj te zgodbe se je usidral še v predzadnjem romanu, v liku očeta glavnega protagonista romana, ki jo daleč prihajaš moja bližina do to. In očitno sem imel znotraj tega vprašanja, ki ga skušam odpirati in ga nosim v sebi, vprašanja odgovornosti in solidarnosti, sem razvil potem ta lik na ta nivo za to, kako bi rekel, negovalko, ki je pa tudi neka zelo široka in močna realnost, tržaška, ampak zdaj tudi širša, italijanska. Italija je mesto, torej je država tudi velikega odstotka starih ljudi, vse bolj se stara populacija in je ta prisotnost teh žena, ki prihajajo tudi zdaj seveda z Ukrajine, z vseh koncev sveta, odpira neke nova razmerja, odpira neka nova razmerja med ljudmi, med temi starci in temi ženami, ki prihajajo pomagati in se odpirajo tudi neka nova prijateljstva, neke nove vezi, neke popolnoma nove dimenzije. To je bila pač geneza te zgodbe in se je razvila pač v to refleksijo tega časa, znotraj tega lika, čas pravzaprav nekega odpora do vse večjega nekega odpora do migrantov, do ljudi drugačnih, do ljudi, ki prihajajo. In to seveda je rezultat nekih politik, ki se dogajajo, oziroma nekih politik, ki odpirajo prostore strahu in znotraj teh prostorov strahu se rojevajo neke zadrte samoobrambne mehanizmi pri ljudeh, namesto da bi se reflektiralo širše in z večjo solidarnostjo. A ste vi, gospoda Barišiča, videl na filmu Jana Cvitkoviča Ljubezen na strehi sveta, dobitnik Vesne za najboljšo vlogo lansko leto na festivalu? Me zanima, zato ker dejansko se mi zdi, da mogoče ste ga videl pa tam, da je on tisti nergavi, tečni starec. Mi smo dejansko posneli že film, ko smo videli to, ko sem jaz videl to in sem bil seveda vesel za Ivota. Sem bil nevoščljiv za to, da je že dobil tam nagrado. Super, sem bil zelo vesel. Mi smo film posneli prej, Ivota poznam že 30-20 let in več in skratka, z Ivotom sva govorila, on mi je kar naprej govoril leta in leta, si napisal scenarij, bo posnela film in se je to zgodilo lani, In zdaj mi govori, boš si začel pisati nov scenarij, Torej ga treba vnaprej zelo močno spodbujati in si vzeti čas, da si gospod Sosič vzame čas in potem kaj, eno leto res posneto in v montaži ste bili skoraj... Eno leto je bilo vse skupaj, torej, snemanje, montaža, prej so bile pa priprave in pisanje in vsega, kar je bilo. Dajmo, če smo že, Ivota, če se lahko tikava, najprej to, lahko? Ok. No, ta vloga zdaj, v bistvu, če smo slišali, da si se nekako že pripravljal, si vedel, si dobil potem končno ta scenarij, a si jo lahko, kakorkoli si oblikoval svojo vlogo, si lahko dal Markotu pripombe, si karkoli popravljal oziroma rekel, da mora biti pa drugače. Iti v invalidski voziček, mentalno si narediti, da dejansko si v glavi nergač od jutra do mraka. Si predstavljam, da ni bilo težko, da ni bilo lahko, se pravičujem, da ni bilo lahko. Vsi v bistvu imajo vsi za nergača, tudi privat, jaz sem užaljen, Včeraj sem povedal, da nisem rasist, danes pravim, ne samo rasist, tudi nergač nisem, Zdaj glede te priprave pa lahko rečem, z Markom sva hodila na Lokve, v to zelenje, v to zeleno oazo in sva tam počas šla skozi scenarij in tudi prilagajala jezikovno in tako naprej, da smo ga prenesli v ta dialekt, v katerem je. Zdaj, glede vozička pa to lahko rečem, Marko je organiziral in moram reči, da sem bil jaz včeraj prijetno presenečen, ker je Marko organiziral srečanje z nekim gospodom, ki je tako rekoč od svoje mladosti na vozičku. Imel je nesrečo v Švici, bil tam 6 mesecev v bolnici pred 30 leti, 40 leti, no in včeraj je bil na premieri. In sem bil jaz grozno vesel, da je prišel in je bil tudi navdušen, da tako rečem. Tako da mi je on pokazal pravzaprav, ker mi nismo natančno vedeli, a bo šel
ta starec tudi ven ali ne bo šel in mi je potem recimo pokazal, grozno se mi je zdelo, kako gre v avto, ne? Kakšen sistem ima za avto, da ima posebno dilo, po kateri potem stola zdrsne v avtomobilski sedež in tako naprej. Tako da, mislim, zelo zanimiva naloga se mi je zdela to, že v invalidskem vozičku. Razen tega pa moram reči, da sem stalno Markota prosjačil, da naj pazi na moje noge, ker po inerciji človek premakne, ne? In zdaj to je zelo delikatno, ne? No in ker smo delali v Ljubljani v tem stanovanju, ki ga je super obdelal naslavljenec, ne? Mislim, delali smo pa po 10 ur, ne? In pol kar naprej v tem vozičku, ne? Kar naprej, ne? Pol enkrat se je zgodilo, da sem se jaz tam igral, sem padel, pol je cela ekipa skočila, ne? Ne v kandotu, ne, ampak prej, ne? No, glede, zdaj sem omenil ta kandot, no, to je beseda, ki jo jaz nisem poznal in moram reči, da mi je ostala zavedno, ne? Ta padec v stranišču, ne, mislim, ta kandot, ne, super se mi je zdaj. Če smo že pri dialektu, ne, ni tipičen tržaško-slovenski dialekt, se mi zdi, da je pomešan malo še z goricijanskim. Ja, mešanca, zaradi tega je tudi podatek v samem filmu, da sem prišel z Goriške, tako da smo malo pomešali zadevo, ampak kar se meni zdi samo plus, da tako rečem, ne? Ker je ta milje zamejski vse splošen, da tako rečem, ne? Še ena zadeva, v bistvu, zato bi čestital, v bistvu, predvsem vama obema kot igralcema, ampak tudi gospodu Sosiču. Blazna energija se med vama dogaja. V bistvu človek tudi vedno to, ko pravite, pričakuje zdaj, a bo šel on ven iz stanovanja ali ne bo ostal noter. Jaz sem pričakoval, a se bo zgodil tudi kakšen poljub, a se bo zgodila tudi v bistvu, ne, vedno je to bilo, recimo, so kazali neko poželenje, ki se je pa ustavilo na določenem trenutku in prešlo spet v frustracijo in v izpad neki, ne. Zdaj, Marjuta, a si tudi ti razumela na tak način tvojo vlogo, da si vedela, da te on gleda in želi in hoče, tudi tretira ne samo kot objekt, ampak kot neko poželenje, ki ga ima on? Ja, pa si sem moški. Ne, mislim, meni se je zdelo to po eni strani tudi nujno, ne? Zaradi tega, ker nekako moraš dobiti en drug nivo tudi, ne? Ker če bi ostala midva sam na tem, da sem jaz submisivna, on pa me zajebava cel dan, pa jaz počasi gradim ta nek upor, neke negovalke, mislim, da ostaneš preveč sam na enem nivoju, ki je površinski, ne? Neka druga zgodba se mora pol od spodaj odvijati, ne? Ali je to zdaj zgodba, ki je mogoče res tudi na prvo žogo, ki je erotična, ne? Ali pa je neka druga zgodba, ne vem, midva se tudi zelo dobro poznava, pa veliko se druživa z Ivetom, tako da ta neka sinergija med nama dvema ni bila v bistvu niti problematična, ne? Ali kako? No comment. Mislim, skupaj delava že leta in je pol to dosti lažje, ne? Dobro, če smo Dušana že omenjali, v bistvu njegovo delo na filmu, praktično to, kar najrajše počneš, kot smo tudi videli na tvoji razstavi, stanovanje, sobe, mize, ko je rekel v bistvu Jože Dolmark, da okna jočejo in mize go spregovorijo, ne. Praktično si to uspel narediti, ampak v Ljubljani je to stanovanje postavljeno. Ja, to je ljubljansko stanovanje. Zgleda, ko poznam stanovanje v Trstu, ki imajo te visoke strope, so prostorna, malo meščanska stara stanovanja, zelo podobno zgleda. Ja, mi smo imeli v Trstu eno stanovanje, ki je bilo približno tako. Oba stanovanja sta bila prazna, in Tržaško in to. Jaz sem z Tržaškega vzel samo te tipične stvari, ki so. Italijani imajo radi vse načičkano, ne? Čeprav govorimo o italijanskem dizajnu, če so italijanska stanovanja, so vse napolhnjena, stavžen s stvarmi. Tako da tukaj nismo mogli napolhniti, smo pa šli pa v drugo smer, da smo šli v barve, da smo šli v črtice, da smo šli v več tonske stene. Potem smo pa malo dogradili z elementi, ne vem, napa, tipična tržaška, izmerno bila ta plahnata, ki je velika, pa en kup takih majhnih stvari, no, ki smo poskušali noter dati, da se je dobilo to. Pa smo pa počasi dograjevali še z pohištvom, ne, pohištvo spet ni bilo denarja za vse, pa smo se zmenili, da je Marko dal v tekst,
da pač bo Marjuta rekla, kdaj bomo to stanovanje uredili, pa smo pač nekaj skupaj naredili in je rezultat tega mogoče še boljši, kot če bi bilo celo stanovanje urejeno. Tako da mi smo dali, ne vem, v tej dnevni sobi, ki pač jo ona ne more uporabljati kot dnevna, ker ni tako hitno tam vozičkov, da sem dobil ena 2 dobra kosa italijanskega pohištva iz 30 let, ker smo pa dopolnili z nekimi škatlemi, fascikli, to, ker smo pa spet bili v nekem tržaškem stanovanju, kjer smo mi snemali tudi neke poglede dol. Tako da, kjer se je dalo, sem jaz poskušal nekaj tega štimonga dati, da smo pač do tega prišli. Torej, eksterjer je pa potem Trst, pijaca, torej trg v Trstu, mogoče damo Radovano. To je Vjale, gor na konci. Ker praktično imamo stanovanje, imamo ta eksterjer, ki se parkrat pojavi in imamo te flashbacke, praktično potovanje nazaj na Goriško, se predstavljam, v ta sadovnjak Jablan in si predstavljam, Radovan, da je mogoče to bi tudi najtežji Brkini, najtežji del za narediti, ker se tudi to na filmu se pozna, ker so to spomini in je tudi drugačna in fotografija in štimo ga vse. Mogoče, da o tem malo spregovorimo, o 2 plasteh v bistvu snemanja filma. Ja, no, te retrospektive, pa vsi te vizualni efekti niso tako težki. To se z digitalno tehnologijo danes relativno lahko naredi. Bili so pravzaprav že v scenariju nakazani, zamišljeni, tako da je bil moj del tudi samo, da je to te besede spremeniti v eno fotografsko govorico, materializirali so jih pa v studiu Iridium, tako da omenim tudi sodelavca Janeza Ferlana. Nisem sam na tem, drugače je seveda veliko težje bilo snemati v stanovanju, predvsem zaradi teh hudih omejitev, ne samo finančnih, ampak tudi časovnih. Seveda, ker smo imeli denarja, smo imeli tudi malo snemalnih dni. To pomeni, da je prišlo na dan 4 minute čistega montaže, kar je ogromno. Posebno, če je treba kontrolirati le eno stanovanje, z tiste 4 sobe, pa pazi, da se vizure preveč ne ponavljajo, oziroma da se sploh ne ponavljajo, da vemo, da se vsa zgodba odvija v enem dnevu, pravi, da je treba pokazati tudi ta pretok časa skozi spremembe svetlobe. To zaenkrat. Ampak zdaj o proračunu lahko ga vprašam, ali ne vejo to producenti, ampak smo ugotovili, da pač rekel si malo denarja, v bistvu je pa... Zelo malo, ker Marko že prej rekel, da je bil ta scenarij na filmskem centru sprejet kot srednjemetražni film. No, potem, ko je bil ta srednjemetražni film odobren, je direktor tega centra postavil pogoj, da v redu ta denar dobite, za ta denar morate narediti celovečerni film. To ni bil Joško Rutar? Ja, bil. Poleg tega nam je še od tistega denarja še nekaj vzel. Dobro, zdaj tle odpiramo rane, mogoče. Malo čudna matematika. To je glih obratno od Jana Cvitkoviča, ki so ga pa hoteli tožiti, ki je naredil celovečerc, ki je bil sprejet potem v Benetke in so rekli, ja, bravo, smo vedeli, da bo dober. Dobro, dajmo mogoče te temo, da ne bomo zdaj, ker operiramo z predpostavkami pa pol informacijami, ne bi raž, da bi potem bilo fajn, da se res točno pove, če je v nečem problem. Mislim, da sem točno povedal lahko producent. A vemo, koliko je proračun filma, če nam lahko zaupate? 356 tisoč evrov, to bom zdaj to izrekel še enkrat, to je zelo nizka številka oziroma je skoraj absurdno, da se sploh snema celovečerni film s takim denarjem, tako da, če vemo ta podatek, pol res vam še enkrat v bistvu čestitam vsem, da ste to sploh zmogli in naredili. Zdaj so predračuni taki, za naslednje filme je 380. Ja, pazi Duško, cash, Za zaključek festivala se ta debata zdaj odpira širše, jaz sem zelo zadovoljen tukaj, nisem zato, ker ste pač videli moji gosti, pa se zdaj pogovarjamo. Da lahko narediš slovenski igrani film samo z entuzijazmom.
No, in z neke inercije. Samo ne smemo zdaj to preveč seveda ne. Radovan javno izjavljati, ker ne bojo rekli pol na ministrstvu, no, vse imate veliko entuzijazma, ne? Popušča oboje, in inercija in entuzijazem. Dobro, Marko, še mikrofon, mogoče za zaključni krog. Po tej izkušnji zdaj nekako, kaj čutite, da bi se še vračali k filmu, ali je vseeno pri knjigah lažje, ker ste tam vi sam svoj gospodar, bog in batina, kako bi se lahko reklo, ker noben ne odloča o tem, koliko bo proračun, imate več časa, najverjetneje, torej tudi pogodba z založnikom traja 2 leti, 3 leta, se lahko podaljša, če pride do kakšnih problemov. Pri filmu, nažalost, temu tako ne gre, ne? Obe stvari, literatura in film, to sta zelo težki zadevi. Mislim, če si sam ali pa če si z mnogimi, kar je pač drugi medij, drugo sredstvo, drugo. Stvar je v tem, če je knjiga dozorela, če je v tebi dozorela, če je film dozorel, če dobiš prave ljudi za to narediti. Torej film, jaz nimam, seveda zdaj po tej prvi izkušnji ne bom govoril, kakor da jaz to vem, ampak slutim, da se imam še ogromnih stvari in ogromnih zadev osvojiti v neko zavest in v neko refleksijo, absolutno, zdaj se odpira po mojem nek nov čas zame in bi si želel seveda poglobiti te izkušnje, ki sem jih imel in jih razširiti, ampak ponavljam, se mi zdi, da je to zelo, kakorkoli, so velike in odgovorne zadeve, se vem, veste, vsi to ne govorim. Se mi zdi, da je stvar res neke premišljenosti, mora dozoreti, zadeva mora dozoreti in morajo vanjo pri filmu verjeti ne samo ti, ampak mnogi, morajo verjeti zato, da se potem lahko realizira v nekem sozvočju z ostalimi elementi ekipe. V literaturi se moraš sam postavljati pod vprašaj, mnoge stvari, nimaš veliko sogovornikov, lahko imaš nekega bralca, ki ti bo mogoče kaj rekel. Pa še temu moraš zelo zaupati. A ima kdo kakšno vprašanje iz občinstva, mogoče predvsem za Marjuto pa Iva? Če ni, bi jaz še vprašal za zaključek. Praktično, spet bi se vrnil na začetek. Zdaj, koliko sta uspela recimo popravljati scenarij, oziroma koliko je bilo striktno dejansko snemalni dan, je bilo res točno držati se in je on to res spremljal, da mora biti tako, ali sta predlagala tudi improvizacije, malo drugačne dialoge, drugačne postavitve oziroma... Mislim, da Marko je bil zelo odprt za predloge, sam čas je bil res naš neprijatelj in ni bilo prostora za nobeno improvizacijo. To, ki je bilo treba narediti in to, ki je bilo treba narediti, kar so bile neke spremembe, so bile manjše, kar veš, da lahko kako besedo, kam nekaj, kar je lažje, nekaj, kar se ti zdi, da boš zveni, ampak tudi v bistvu to smo bili kar že že kar v redu dogovorjeni prej, ker smo enkrat prišli tja, smo morali sam pičiti, ni bilo druge, ker je bilo res malo časa in ni bilo časa za neke pa popravke, pa filozofiranja, bi bilo boljše, ne bi bilo boljše, kaj bi bilo boljše, kaj ne bi bilo boljše, a smo to res v redu naredili. Mislim, da za to res nismo imeli časa, kar je bilo zmenjeno, to je bilo zmenjeno. Ivo, za konec pa me še zanima, zdaj, kakšna je tvoja interpretacija v bistvu, kako se film konča, ker pustite kar odprto, v bistvu, zdaj ne vemo, kaj, a umre, ali gre, ali se vrne ona, se vrne hčerka nazaj, v bistvu, ali gre on nazaj družini. Ja, jaz mislim čisto osebno, mislim, da je le spregledal, da mu je dala vedeti, da pač tako ne gre, čeprav jaz mislim, da vsa ta njegova zadrtost ali pa ne vem kaj, samost, kot jaz s tem upravim, ne da se tako živeti, ne da se in mogoče bo pri naslednji ženski toplejši, milejši, človečnejši, mislim, ampak s tem mislim potem tudi na celo Evropo, kakšni smo, v bistvu smo mi odraz tega starca, mi smo starci in smo rasisti in smo nergači in se bojimo. Zdaj vprašanje, bomo spregledali ali ne? To je vprašanje, to je veliko vprašanje danes v svetu, ker vsi, mislim, neverjetno je, kako vsi
vsi ljudje gledamo ali pa kakšen narod zviška gleda na drugi narod, ne? In to je skozi celo zgodovino. Nekdo je vedno spodaj, ne? Ne vem, če govorimo o velikih narodih v Evropi, ne? In kako so gledali Slovane, recimo, kako se danes gleda in tako naprej, ne? Mislim, to je veliko vprašanje in ta film ponuja, ne? To vprašanje v razmislek in jaz upam, da bojo gledalci tudi to tako razumeli, ne? Lahko k temu bi dodal. Še zadnje vprašanje, ker smo pa nas čas preganja. Prosim, gospod. Ne vem, če bo tako. Jaz sem v tem filmu videl začetek Alzheimerja. Potem ne more biti boljše, lahko večem še slabše. Ne, veste kaj, ne gre za bolezensko stanje, ne, bi rekel. Mene ne zanima bolezensko stanje tega človeka, Alzheimer ali karkoli. Mene zanima, kaj misli, ne, kaj misli o srečanju z naslednjim človekom, ki bo skrbel za njega. Pa gre tudi za diagnozo, ne? No, diagnoza ni postavljena, ne? Zdaj to se vsak po svoje predstavlja. Mislim, vi ste lahko to videli, no, ampak jaz mislim, da film razmišlja o tem, kakšen odnos imamo do ljudi, ne? Ni vprašanje bolezni, da tako rečem, ne? Ta njegova nemoč na tem vozičku in tako naprej v redu, ne? Ampak kakšni smo v odnosu do sočloveka, ne? Jaz mislim, da je to bistveno vprašanje. In če zaključimo, pa še damo mikrofon gospodu Marku nazaj, praktično še vedno je tržaška zgodba, kajti v Trstu, kot smo že prej rekli, nekoč multikulturnem mestu v centru Avstro-Ogrske, recimo, ker so mešale kulture, se še danes dogaja, da z besedo ščavi, kar so sužnji, označujejo Slovane in se pač netolerantno obnašajo oziroma imajo mejo v glavi, ki je ne morejo. Veliko ljudi, ne? Vse zavisi o klimi, ne, ki se ustvari v mestu. Trst je še vedno multikulturno, ne, večkulturno bomo rekli, ne. Fajn bi bilo, da bi bilo medkulturno, malo bolj medkulturno kot samo multikulturno, ne. Vendarle, ponavljam, je stvar klime, ne, pred zadnjih 5 let se je Trst razcvetel v nekem pozitivnem duhu, da je bil pravzaprav, se je zdel celo neka posebnost znotraj tega sveta, ki ga doživljamo znotraj tega. In tudi italijanski živelj, ki je sicer dober del bil nenaklonjen nekim zadevam, se je pač odprl, se je neko razsvetljenstvo, novost nastalo. Zdaj se je ponovno vrnila, žal, neka politika zaprtosti, ne? Neka politika, zelo nazaj smo šli, jaz mislim, da je že problem antropološki, skoraj da tržaškega razmišljanja, kako pravzaprav vračati zadeve v nek čas, ki je neko brezčasje, ne? Dejansko vizavi nekega potencialnega razvoja tega mesta. Ne? In tu se bojim, da se lahko rojevajo seveda zdaj, takoj, ko je nastala nova vlada, ko je prišla nova oblast na mesto, so se ti duhovi znova razbohotili. Trst je veliko mesto znanosti, ne? Veliko je znanstvenikov, ki delujejo v Trstu iz celega sveta. Veliko Indijcev, veliko Afričanov in tako dalje. In teh najdeš po avtobusih, ki se preprosto prevažajo kot vsi mi drugi, ne? In zdaj so nastale znova neke napetosti, ne, pač. In so neki komentarji, neke natovcevanja in take zadeve. Žal, ampak to je odraz cele Evrope, kot pravi Ivo. Boste imeli projekcijo v Trstu tudi, če končamo v bistvu s tem, ste načrtovali že oziroma... Ja, verjetno, zdaj ne vem, če bo najprej na festivalu Alpe Adria, če bo film tam sprejet, drugače pa bo verjetno neka projekcija. Dobro, se vsem zahvalil, še enkrat se opravičujem za čakanje, upam, da smo povedali veliko zadev in se vrnemo po kratki pauzi z zadnjim dejanjem, torej z tiskovno konferenco 19. festivala slovenskega filma. Hvala.